Živijo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. A ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste se vprašali, zakaj nekaterim vedno znova uspe, da nas pretentajo? Vedno znova jim uspe, da podvomimo vase, da popustimo, da nas prepričajo, da naredimo nekaj proti sebi, ko čutimo, da ni prav, pa kljub temu to naredimo. Vzrok za to je v naših možganih. Ko jaz razlagam, vedno govorim, da tukaj gor je razumski del in tukaj je čustveni del. Preprosto zato, da lažje razumemo in ne zato, ker bi bila taka anatomija ali pa fiziologija. Ampak stvar je v tem, da mi razumemo, ne da začnemo predavati o tem, o anatomiji, o fiziologiji, o tem, kako potekajo različne povezave v možganih, na katere centre vplivajo. Zato se bom jaz držala tega, kar vedno govorim. Tukaj gor je razum ali pa in tukaj so čustva. In kaj mi čutimo? Mi čutimo prijetna čustva in čutimo manj prijetna čustva. Negativnih čustev ni. Čustva so samo razumljiv jezik tega, kar se v nas dogaja. In zdaj se bom vrnila nazaj. Dogaja se v naši glavi. Dogaja se v različnih centrih, možganski skorji. In te povezave potem povzročijo, da mi čutimo in razmišljamo na določen način. Jaz večkrat povem primer, ko 5 oseb sliši neko šalo, se bo vseh 5 ljudi odzvalo drugače. Nekaterim bo smešno, drugi bojo užaljeni, tretjim se bo zdelo brez veze in tako naprej. Ampak isti dogodek ob istem času stojijo v vrsti in vsak bo čutil, vsak bo sprejel drugače. In to je zaradi vsebin, ki so v nas, zaradi načina, kako je zgrajen oziroma kako deluje določen center v naših možganih. Zakaj nastopi tesnoba? Zaradi tega, ker je tesnoba nek skupek zelo neprijetnih čustev oziroma doživljanja sebe in okolice. Zakaj se mi spominjamo lepih stvari? Ko se 2 razideta, mi potem oseba reče, jaz se zdaj spominjam samo lepih stvari. Zaradi tega, ker je v naši glavi, v naših centrih takšna povezava. In kako delujejo te stvari v naši glavi? Preprosto povedano, imamo center za nevarnost. Imamo center, kjer presoja, ali je neka stvar nevarna ali ne. In imamo potem mehanizme, ki želijo preprečiti to nevarnost. In mehanizmi, ki želijo preprečiti to nevarnost, te mehanizme imenujemo stresni mehanizmi. Se pravi, takrat, ko smo mi v stresu, takrat je naše telo in naša glava in naš razum in vse skupaj usmerjeno proti temu, da rešimo določeno situacijo. In te centri se zgradijo v otroštvu. In če te centri če otroštvo ni bilo dovolj varno, takrat se ti centri ne zgradijo na pravilen način, ampak so preveč vzburjeni, so preveč razdraženi, so preveč napeti. In zato vsaka zunanja informacija ali notranja informacija, se pravi naše misli, takoj razburkajo ponovno te centre. In takrat mi reagiramo
drugače, kakor bi reagirali, če bi bili ti centri pomirjeni. Stvar je v tem, da mi v odrasli dobi lahko te centre pomirimo. Pomirimo jih na različne načine. In eden izmed njih je to, da delamo z notranjim otrokom. Če mi govorimo sebi, navarnem si, lej, imaš službo, imaš stanovanje, si zdrava, se razumeta, ampak kljub temu je čez dan toliko malenkosti, ki nam preprečujejo, da bi uživali, pa da bi bili zadovoljni v tem življenju, v tem načinu življenja, ki ga živimo. Zaradi tega, ker ko so ti centri vzdraženi, ko so razburkani, vsaka malenkost povzroči občutje nevarnosti, občutje nesprejetja, občutje nevrednosti, občutje strahu, občutje negotovosti, nezaupanja, strah pred prihodnostjo. In vse to potem vpliva na naša čustva, tako kot sem jih jaz omenila, in mi se tako počutimo. In ko se mi tako počutimo, smo v stresu. In ko smo mi v stresu, smo tako bolj občutljivi na nove zunanje dejavnike ali pa na to, o čemer mi razmišljamo. Se bom vrnila na začetek, ko sem rekla, da se nekateri ljudje po razhodu mi reče neka oseba, jaz se spominjam samo še lepega. Kaj to pomeni? V naši možgani, te centri, naše nezavedno, ne ločijo med tem, kaj se v resnici dogaja in kaj mi sprožamo s svojimi čustvi. Dokaz za to je, ko mi gledamo nek film, in to sem povedala že 1000-krat, mi se vživimo v ta film tako močno, da čutimo vsebino, ki jo ta film predvaja. Če gledamo grozljivko, nas je strah. Če gledamo komedijo, se zraven smejimo. Če gledamo dramo, se ne počutimo dobro, lahko jočemo, lahko smo tesnobni, lahko smo žalostni. Zakaj mi jočemo, ko neka oseba, nek igralec v filmu umre? Pa vemo, da je živ, mi vemo, razumsko vemo, da je živ in hkrati jočemo. Zato, ker naše nezavedno, to, do čemer mi zelo težko ali pa skoraj ne moremo dostopati, to tako razume. To, kar mi vnašamo vase in to, o čemer mi razmišljamo, je za nezavedno, je za tisti, bom rekla, prostor, je za realnost. Ko mi razmišljamo o tem, da nas neka oseba ne mara, da ni prijazna z nami, da nas ignorira, da se ne obnaša pravilno, da nima za nas časa, takrat se ustvarijo v nas zamere. Ampak mi ne vemo tega, ne zaznamo, ampak te zamere se nalagajo v nezavedno. In te zamere so eden dodaten faktor, da mi potem razmišljamo še naprej na neko določeno stvar, na nek določen način. In mi vidimo situacijo na podlagi tega, kar je v nas. In ne na podlagi realnega stanja. Ko so ti centri ves čas razburjeni, ko smo negotovi,
ko nas je strah, ko imamo 1000 misli v glavi, ki predvajajo katastrofe, oziroma ne vemo, kaj se bo zgodilo. Joj, kaj če se bo zgodilo to, kaj pa če se bo zgodilo to, ne smem misliti na to. In vse to vpliva na naše razpoloženje, na to, da smo zelo, zelo in vsako uro iz dneva v dan bolj občutljivi in porabljamo več energije. Toliko energije, ki jo porabijo možgani za svojo dejavnost v stresu, toliko energije boste zelo, 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 zelo težko porabili v kakršnikoli športni dejavnosti. In potem ne spimo dobro in se zbudimo utrujeni in smo še bolj občutljivi. In se nam zgodijo, začutimo, doživljamo, da se nam godijo še hujše stvari ali pa enake stvari. In tako smo v začaranem krogu stresa. Nismo upoštevani, strah nas je, žalostni smo, razočarani smo, bojimo se, kaj se bo zgodilo, kako bomo to rešili. In takrat vsaka malenkost, vsak stavek lahko začnemo secirati. A poznate koga, se vam je že kdaj zgodilo, da ste 100-krat pomislili na nek dogodek, ki se je zgodil in ste zraven občutili: ne mara me, kaj si misli, zakaj sem to rekla, zakaj nisem drugače odreagirala. In ko ste 10-čič premislili, je že čisto drugače. In ko ste 100-čič premislili, situacijo ste zapeljali v smer, ki sploh ni realna, ker tista oseba nič od tega, kar si vi ali pa jaz predstavljamo, si ni mislila, ni naredila, nima namena, se nam ne bo maščevala, ne bomo zato izgubili službo. Po drugi strani pa stvari, ki bi se jih res mogli mi lotiti, ki so res težava, naše nezavedno, zato ker mi nimamo občutja moči, varnosti, zaupanja vase, odrinemo, potlačimo in si rečemo: bože. Kot da je narobe svet. Ukvarjamo se z malenkostmi, ukvarjamo se s stvarmi, ki sploh niso pomembne, a s zadevami, ki bi jih mogli rešiti, rečemo: bože. In če se vrnem nazaj, ko ob razhodu reče neka oseba: spominjam se samo lepih trenutkov. In kaj se takrat zgodi v tej osebi? Takrat notranjost nezavedno dojame, kot da je to res. Vsak dogodek, ki se ga spominjamo, naša notranjost dojema, kakor da se to dogaja zdaj. In če mi doživljamo žalost, če mi doživljamo nevrednost, če doživljamo, da nas je nekdo osramotil, da smo se sami osramotili, da nas nekdo zavrača, potem se to kopiči, se stopnjuje v nas in ta občutja se še poglabljajo, se še večajo. Točno tako, kot se večajo občutja, kako nama je bilo lepo. Jaz sem pozabila, kako je bil nesramen, kako je, ali pa sem pozabil, kako je bila nesramna. Da ne govorim o drugih stvareh hujših. In potem, čez nekaj časa, čez nekaj mesecev, rečemo, se ni bilo tako hudo in gremo nazaj. V kaj gremo nazaj? V isto gremo nazaj, kot je bilo, ne v lepo. Ampak mi smo si predstavljali samo lepo. Kaj je torej cilj tega, da mi kontroliramo svoje misli? To, da našemu nezavednemu ne predvajamo nekaj, kar se ni zgodilo, kar ni res. In zakaj afirmacije ne pomagajo? Zato, ker mi govorimo sebi.
In naše nezavedno reče, o ne, ni šans. Kaj pa se zgodi, ko govorimo mi notranjemu otroku? Takrat pa mi naše nezavedno pretentamo. In naše nezavedno se takrat počuti, kot da se vse zares dogaja, dojema, kot da se zares dogaja. Smo v stanju, kot smo bili otroci, ko smo bili kot goba, ko smo srkali vse, ko so nam starši, sorojenci, tete, strici, bratje, sestre, učitelji, sosedje, prijatelji povedali, kako si v redu, to boš zmogla, super si, ti samo verjemi vase, a si videla, kako ti je uspelo, ali pa iz tebe ne bo nič, glej, da ne bo spet tako, kot je bilo pred 14 dnevi. 1000-krat ti moram povedati eno stvar, kdaj si boš zapomnila, saj si neumna. To naše nezavedno srkalo. Ko mi govorimo sebi, v redu si, vse je v redu. Ko nam druga oseba pove, pa lej, ne sekiraj se, znaš, 1000-krat si že to naredila ali pa naredil, to ne deluje. Mi še vedno lahko v stresu čutimo dobesedno, kako nam po hrbtenici gor gomazi groza. Kako v glavi dobesedno odpove vse. In nekateri ljudje živijo iz dneva v dan na ta način, iz dneva v dan doživljajo tako močno. In prvi cilj je, da mi pomirimo te centre v sebi. In kako jih pomirimo? Pomirimo jih na način, da to pripovedujemo drugi osebi. In katera je ta druga oseba? Ta druga oseba je notranji otrok. Ko boste vi spoznali svojega notranjega otroka, in to je lahko tudi odrasla oseba, če se vam zdaj dogaja v odrasli dobi nekaj hudega. Če čutite, če mislite, da se vam dogaja nekaj hudega, potem je prva stvar, ki jo moramo narediti, ustvariti področje varnosti v sebi. Mi iščemo varnost v drugih ljudeh, ampak drugi ljudje nam varnosti ne morejo dati. Ustrezna si, sposobna si, vse je v redu, lej, nič se ne bo zgodilo, speljala boš, zmogla boš. Ampak to ne pomaga, če vam pove prijateljica, mož, otrok, mama, oče, bratje, sestre. Še vedno tako čutimo, ne, to ni res. Ko pa to poveste svojemu notranjemu otroku, boste čutili pomiritev. Ker najprej je treba pomiriti te centre in te centre najhitreje pomirimo z notranjim otrokom. In če ne verjamete, potem poskusite. Dajte si možnost. Dajte si možnost, da vidite, a ta stvar res deluje, ali jaz govorim neumnosti. Mirno mi lahko napišete, govoriš neumnosti, ampak prej probajte, a to deluje ali ne. Bolj, ko je bilo neustrezno otroštvo, bolj kot dlje časa, ko v odrasli dobi živimo v okolju, ki nam vedno znova sporoča, nisi dobra, kriva si, ne potrudiš se, poglej se, kakšna si, zaradi tebe se kregava, zaradi tebe so otroci taki. Zanimivo je, da to mi razumemo. Zakaj? Zato, ker je osnova v naši notranjosti, zato. Mi lahko sprejmemo vse, kjer imamo mi osnova v svoji notranjosti. In osnovo smo zgradili v otroštvu. In če je bilo otroštvo takšno, da kot otrok nismo bili pomembni, če je bilo otroštvo tako, da smo se mogli ukvarjati s svojimi starši, kjer smo mogli pozabiti nase, ampak se prilagoditi v polnosti njim. Če je bilo otroštvo takšno, ker smo imeli helikopterske starše in so starši gledali vsak naš korak. Kaj delaš, kam greš, ne smeš tega, ne smeš onega, pazi, da ne boš padla, pazi, da se ne boš umazala, pazi, da boš imela dovolj točk v šoli. Če je bilo
naše otroštvo takšno, da smo bili čustveno zlorabljeni, da smo bili fizično zlorabljeni, se pravi tepeni, neprestane kazni, stalno odpovedovanje, večen občutek krivde in neustreznosti, nisi dober, ne uspeš. Odrasli moški, sposobni, imajo stiske zaradi svojega očeta, ker jim oče nikoli ni povedal: ponosen sem nate. Zakaj otroku ne povemo: ponosen sem nate? Lahko si ponosen nase, ker si naredil odlično. Ja, pa nisem naredil dovolj dobro, bi lahko še boljše. Ni treba narediti še boljše, dovolj dobro je, to je dovolj. In če tega ni v nas, če tega nismo zgradili v otroštvu, potem tega ne moremo dobiti od drugih ljudi, čeprav tako želimo. Zato, ker moramo najprej zgraditi v sebi in tudi čakati na druge ljudi. A veste, koliko je treba nekega prilagajanja, koliko je treba zbrati ljudi, kako ne moremo zapustiti ljudi, če imamo občutek osamljenosti, če smo bili kot otroci skozi sami, kako bomo zapustili nekoga, ki je nesramen z nami, ker potem ne bomo imeli nikogar več, zdaj imamo vsaj nekoga. In zaradi tega toksični osebi tako super uspe, da nas vedno znova in znova še bolj naveže nase. Ko oseba odide od osebe, ki je toksična, ampak res toksična, manipulativna, nesramna, ki komaj čaka, da jo bo prizadela. Zakaj se ta oseba, ki je toliko hudega dala skozi, še vedno spominja lepih stvari, ali pa se sprašuje, a sem naredila prav, a sem dovolj potrpela, a sem rekla na pravi način. Zakaj se v tej osebi še vedno oglašajo glasovi: nisi vreden, nisi dobra, narobe si naredila, nesposobna si, kriva si, gnoj si, ne vem kaj še vse. Dobesedno sliši glas svojih staršev izpred 40 let. Sliši glas moža, žene, s katerim še zdavnaj ne živi več, zaradi tega, ker se je to tako močno vneslo, vcepilo v nas. In kako se mi lahko tega rešimo? Tako, da z različnimi postopki dobesedno to odstranimo iz svojega telesa. Če bi vi vsak dan šli v službo, oziroma če bi vsak dan nosili nahrbtnik, v katerem bi bilo 20 kilogramov peska ali pa kamnov, kaj bi rekli? Čak malo, saj jaz sem vendar v redu, halo, saj nisem ubrisana. Ampak točno to delamo. To nosimo v sebi, nosimo spomine, ki so boleče in se jih spominjamo. Spominjamo se spominov, lepih spominov, ki so bili redki trenutki, ker je bilo toliko veliko slabega z neko osebo. Mi imamo te osebe v sebi, v vsaki celici, v vsakem medceličnem prostoru, to je celični spomin. In kako mi to lahko damo ven? S predstavo, s filmom, z vizualizacijo, na ta način. Ampak, ne vem, če deluje, boste rekli. Kaj pa, če deluje? Kaj, če deluje in se lahko osvobodite ječe, v kateri ste? Kaj, če deluje in boste lahko bolj zaupali ljudem? Zaupanje ljudem ne pomeni, da zdaj vsakemu vse verjamete. Ampak so ljudje, ki jih je tako neskončno strah, da bodo ponovno ranjeni, da se dobesedno izločijo iz družbe.
Kaj je kompulzivno-obsesivna motnja? Je zagotavljanje varnosti, ampak ne moremo jo dobiti od zunaj. Neki mehanizmi v naši glavi so se spremenili v neko lažno trditev, da če bomo 10-krat pokljukali kljuko, bo vse v redu. Če se bomo 5-krat za povrstjo dotaknili radiatorja, stene, stekla, postelje, bo vse v redu. Ne bo nihče umrl, tako močno je to. In tesnoba je samo cela mešanica vseh teh neustreznih čustev, ki nastanejo zaradi tega, ker so naši centri v možganih preveč razburkani, preveč občutljivi, preveč pozorni in ker nimamo občutja varnosti, zaupanja vase, zato ker so v nas, če pogledamo svoj čustveni svet, poglejte, vprašajte se, kako se počutim in potem poglejte to osebo, kako se počuti. V tem čustvu jo poglejte. In če jo najdete nesrečno, žalostno, samo, krivo, osramočeno, potem naredite to zase. Naredite to zase, ker to ste vi, to je vas čustveni del. In zaradi tega, ker tega ne naredimo, potem povečujemo vsa ta čustva, ki so v nas, ki imajo dobro podlago, dobro osnovo in se ne počutimo vredni in se ne počutimo sposobni, ne čutimo varnosti, ne zaupamo vase, strah nas je vsake malenkosti. Kaj, če bom izgubila službo v javni upravi, javni sektor, ker je nemogoče, razen če ne naredite res neke katastrofalne napake. Ampak, če hodite normalno v službo, če normalno opravljate svoje delo, ni variante, da vas nekdo odpusti. Ampak ljudje hodijo v službo 40 let, vsak dan s strahom, da lahko naredijo nekaj, da jih bojo odpustili. Pa ne nekaj hudega, neko malenkost. Ampak zakaj ne bi tega spremenili, če lahko, če obstaja možnost? Osebnostna rast, pravijo nekateri, 20 let se že ukvarjam z osebnostno rastjo. Jaz sem zelo duhoven. Vse lepo in prav, ampak to ni ločeno od vsakdanjega življenja. To ni ločeno od počutja. Koliko naredimo mi na sebi, se pozna v tem, koliko smo mi v sebi mirni, koliko zaupamo vase, kako rešujemo probleme, kako delujemo z drugimi ljudmi, kako znamo balansirati, kako je uravnovešati, kdaj bomo rekli ja, kdaj bomo rekli ne. Znamo se opravičiti in znamo tudi vztrajati na svojih prepričanjih. Ampak ko to delamo takrat, ko smo mi mirni, je popolnoma drugače kot takrat, ko smo mi razburjeni, ko smo prestrašeni, ko nas je groza, ko ne vemo več, za kaj se gre. Nemir v telesu je posledica strahu, neustreznosti, krivde, negotovosti, žalosti. In vse to nam telo sporoča, ampak mi kljub temu ne naredimo kaj dosti. Jaz upam, da sem povedala vsaj en stavek, ki je v vas zvenel. Dajte si možnost in boste videli,
tako bo lepše in lažje. Ljudje me dostikrat sprašujejo osnove o tem, kar jaz govorim. Vse to, kar sem jaz zdaj povedala, je na daljši način opisano v knjigi Čarobni odnos in Ko ljubezen boli ali Toksična oseba in jaz. Ti dve knjigi pišeta o vas. Kljub temu, da piše toksična oseba, je v knjigi več opisano o tem, kaj se v nas dogaja, kaj lahko spremenimo, zakaj mi ostajamo v toksičnem odnosu. Naročite se na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili prihodnjih videov. Če vam je bil ta video všeč, ga prosim delite, imejte se radi in poskrbite zase in kmalu se spet vidimo, slišimo.